In kot vsako torkovo jutro imava tudi zdaj jutranjega VIP gosta. Kdo je z nama, Suska? Ja, za mnoge najlepši Fejmič. No. Poleg Papiča vsak lahko lepši. Komentiral. Ja, smo ga pogrešali že paričko teh, ne? Ja, sem žal ni oddol, ne? Za biti del ekipe Ičkotov bi mogel biti vsaj Bergantič ali pa Bergič. Je pa zdaj gostitelj novega podcasta Na kmetih, v katerega upam, da te povabi kaj, Sandi. A ja, češ reči, da si v vodstvu, ker ti si bila v Fejmičeh, jaz sem pa primeren za kmečki podcast, ali kako? Ja, ker toliko mukaš, kokodakaš, to bi bil caj, da bi... Hvala lepa. Z nami je Gašper Bergant, dobro jutro! Dobro jutro. Ja, naj povemo, da je Gašper edini gost, ki smo ga mogli pred 7 uro poklicati in preveriti, če je že vstal. Očitno je ratalo. Niste na kmetih ful zgodni, že ob 4 Veš, kaj ti rečem? Mislim, kot prvo, sam da reči smo, jaz sem dokaj iz kmetije, nisem na kmetiji, pa zbudim se, manj se ni problem zbuditi za planine ali pa za jag, vse ostalo, če je pred 8, me uniči. Pred 8. Marja, Torej smo te zazvoni uničili. budilka ob 8. Ob 8, ja, pa pol 8, ja. In pa je kakšna rutina. Ja, pa psa vam pijem kafe, spijem, pol pa delam, kar delam. Kašna pasma? Pasma, mešance, nek... Ja, no, na kmetih, sej. Ja. Neki verjetno je nek tam pri cesti in tako. Ne, veš, kako sem ga dobil, od frizerja mojega. To so moderni kmeti. Ja, hoče. sem rekel, manj zgleda psica noseča, je bila noseča, naslednjič, ko sem prišel, že imela mehne, sem ga vzel, ma mi ni žal, res je, zmešan pes, ampak je super, ne bi mogel brez njega. Kavo že piješ, kakšno kavo piješ ponavadi? Močno, ponavadi zjutraj turško, brez mleka, pol litra. Ko imam nizek, res je dosti pijem, ne, pa se ne pozna, pol pa, pa sem tekle pa take z mleka. In lahko sem to rečem, da imate cukor z Džani Rijevce, to zgleda, kot da je nek plakat za film Džani Rijevec, Reborna, pa nek sentimenti. Ne vem, a ima Džani kmetijo, mogoče za podcast? Jaz vem, da ima, ja. Mislim, saj ima... A je že na tvoji listi? Ne, vem, da ima neke... Poznam malo okoliške ljudi in vem, da ima nekaj. Je res, ja. Ti misliš, da bo ta muzika odzadaj? Ja, Mukica. Mukica. Evo, tvoj novorojenček ne skrbi, ne? Ni sam moj, no, sam tukaj da povem, ni sam moja ekipa zravno. Da smo rekli, veš kaj, jaz sem tukaj obdan s tem kmečkim življenjem, hočeš, nočeš. Me je vedno zanimalo in bolj, ko smo se menili, bolj se mi zdelo, da rabijo ljudje malo glas podeželja iz strani ljudi, ki se jim da delati, pa da ne obupajo vse, ki skozi poslušaš to jamranje. Je malo generacijska razlika in smo rekli, dajmo malo probati. Tako da smo zdaj zaštartali nekaj, ki upam, da se bo razvijalo, pa da bo prišlo tudi do tega, da bomo malo po terenu hodili, pa kaj ga sponzorčka dobili. No, lepo. Ampak gremo od začetka. Kako to, da drugi ali tretji najbolj priljubljen podcast v državi preneha z delovanjem in se ustvari nov? Čeprav razumem, hočeš presešti Klemna Selakoviča z njegovo idejo in tega s Papičem pač se ne da. Dejansko se hočeš sam nase zanesti. Kako to? Ne, ni mu je to vizo. Vsega enkrat oba smo se malo navelčala, pa smo jih naredili skoraj 300. Pa fora je bila, ni bilo niti čistek planiran, da bi bilo to, ni bilo mišljeno, da je to zamenjava, pa karkoli slučajno je ratal, da pač smo se tam odločili, da tam končamo. To smo pač začeli vnaprej delati, zato ker sem jaz časovno omejen, zdaj zaradi predstave, veš, in pa smo vnaprej, pa smo pa malo posneli, pa smo malo prej to objavili, da imamo zagon, da lahko v februarju spet vnaprej snemamo. Ampak ja, unga smo naredili dosti, ne? Dosti 5 let, koliko iz 8, 10 placov se selili, dobili ekipo, dobili goste, ki jih je bilo tudi dosti zanimivih, dosti tudi nezanimivih. Suska recimo, ne? Suska je bila super. Moja zadnjič poslušal zadnjo epizodo, so te omenili. Ne, je tudi tebe pogledal, ko je rekel nezanimivih. Ne. Drugače, kdaj izidejo nove epizode? To je en poseben dan, ne? Ja, zaenkrat vsake druge nedelje, se pravi drug teden ob 5 zjutraj. Ob 5 zjutraj, ker takrat se
gre most in kidat in tako naprej. Tako, večina kmečkih del se začne v 5 zjutraj, to je manj zanimivo. Vse začne v 5, pa v 4 most. No, manj bi se zmešal. Moznici iz tega principa ne bi imel. Res ne morem, me ubije. Kaj pa te na kmetih najbolj privlači? Tu stik z naravo, še žive živali, mogoče tiste v obliki klobas, kaj je to? Vse je, mislim, mora biti živo, da je lahko tudi enkrat mrtvo, kakor češ, ne. Ko nas bodo tužili. Ne, če imaš rad hrano, to je del tega. Hočeš noče, se tudi zelenava ima svoj sistem pod zemljo. Sej prej se menda vegetarijanska žival, ne? On je samo zelenjavo, ne? To je vegane prav. Ne, ni, prašič je vse jeti. Ker dajmo kuro noter, boš videl, koliko cajta bo laufala. Je takoj po tamani. To nisem še prav. Ja, hiter. Hiter prast, ja? Ja, je bolj hiter, ki se misliš. Ne, ampak to je del življenja. Jaz sem dovolj star, da vidim, da se malo iz tega dajemo ven, no, da se vedno bolj od hrane oddaljujemo in če hočemo, da naše podeželje ne propade, če posebej ta del, ki je tmin bec, pa to, te kmetije, pa to če no mladih bo propadlo, ne, to se zaraste, bo šel planino, noš videl vrha, ko bo vse zarašeno. Je škoda, ne, pa so se generacije trudile za to in zdaj smo rekli, dajmo malo videti, kako razmišljajo ljudje. Ja. Verjetno so krave prve, ki cenijo stand-up tvoj. Ki ga slišijo, slišijo krave, komu poveš ti to prve? A tak ti ženske v mojem življenju imenuješ, ne? Ne. Je tako slab stand-up, da rečejo mu. Ne vem. Ne, jaz imam reč Vinleman in nisem še nikoli razlagal for. Ne. Kaj se pogovarjaš, psom se pogovarjaš? S psom se pogovarjam, ja. A si kdaj opazil, imaš psa? Ja. Pes je doskrat filter med partnerji. Ja. Ker lahko preko psa šimfaš partnerja, ni to zabavno. Ja, ti se tudi strinjaš, da je budala, a ne? Ja. To se muha za brez veze. Imaš kako rutino, mogoče čisto na hitro, preden greš na oder, da zbiješ tremo? Da se zbudim. Ne, nimam zanjske rutine. Ne, mislim, veš kaj, te vožnja zbudi, itak se furam. Nimam. Ponosen kmet s svojim novim podcastom na kmetih, v katerem bo med gledalce širil zanimivosti povezane s kmetijstvom, o tem, da kmet mora biti podjetnik, menda gre za milijardni posel. Spraševal se bo tudi, kam odtekal ves denar iz Slovenije. Skratka, ko sem gledal naslove krajših rilov, sem pomislil, da je podaljšana roka Erike Žnidaršič. Gašper Bergant z nami, a je Erika tvoja teta iz ozadja? Ko bi saj imel koga iz ozadja, da ne bi zastonj skozi delali. Torej, ne boš skakal besedo svojim gostom? Ne, to pa res upam, da če bom, me prosim napište noter, ker jaz hočem čim več zvedeti od njih. Je pa tak, ko smo začeli na novo, za mene je ful čudna pozicija, ker nemam človeka zravno in ta prvih par bo malo čudnih. No, tudi zame je bilo, ko sem jih že posnel, niso čisto tako izpadli. Mislim, gosti so bili super, ampak jaz sem izpadel ne tako, bi hotel in se sprot učim zdaj. Ja, zdaj si sam, ne, nimaš pa. Ja, pa ni namen, da je tukaj smešno, čeprav bom probal, veš, ko hitro lahko povoziš enega, če nekaj na joke obrneš, pa hoče nekaj na resno povedati. Pa so teme, ki so res resne, tako da... Ja, mislim, ko sem gledal, vse pravim, to so naslovi, res, ja. za odmeve. Deluje, da vodi nek intelektualc, ne pa jaz, ne. Zdaj je čas za tvoj prvi kviz, tako da daj se pripraviti. Ja, ker se bo vsak čas začela tudi kmetija na Pop TV, v kateri bodo sodelovali vsi, razen kmetov, bo Suska preverila, kako dobro se ti spoznaš na pratiko. Poznaš pratiko s kmetije? Ja, vem, zakaj se gre, ampak zelo sem slab po tem. Kaj bo zdaj? Kdaj se, ko se nekaj seje, se sonce smeje. Ja. Podobno, ja. Pazi, naslednje vprašanja so iz pratike, ki jo tekmovalci morajo iz kmetije. Si pripravljen, da osvojiš 50 000 evrov? Če mi jih daš na roke, lepo prosim. Ja. Zmenjeno, izvoli, Suska, zdaj pa lahko. Kako dolgo živijo krave? Ja, odvisno, koliko se žleht. Bolj je žleht, prej gre v salame. Ma živijo dolgo, to je 20 let nekaj. Bravo, je res. 20 do 25. Ja. Kako dolgo je breja kobila? Kobila, ali je dlje kot krava, sem to mi povej. Pa ne vem, koliko je krava, Suska. Več kot jaz teh višno. Ne, krava je ista kot človek. Je več kot ena. Več kobila je bolj... Več kot ena, več breja kot Kaj, 10 mesecev?
Dej, reči še eno več. Še, nice. Bravo! Veš, ko smo imeli kojn in kol. Se mi je zdelo, da je dle. Kdo je naravni sovražnik divje svinje? Volk. Ja. Bravo! dobro. Pa jaz, liki 2 dni nazaj sem jena. Ma to blizu, veš. Res? Kaj Mislim, v da sem golaš, 2. kaj narediš z nje? Kaj? Gre v golaš, pol tu? Ej, jaz sem letos, to sem pustil tle v lovski družini, zato ker sem prej 2 kupil, pa sem naredil pečenice ven. Pa še ena lovska, kako se imenuje samica jelena? Košuta. Bravo, ni Jelenka. Vse. Ja, še eno imamo. Pa inica je, če je na leta stara. Ali kokoši sanjajo? Sanja je. Ja, če sanjajo kokoši. Ne, vse pa dvomim, da ima toliko možganov. Sanja. Sanja, Ja, sanja, učimo kokoš pa. sanja, bufali. To so edini preživeli dinozauri, to. Ena sanja, za nas. Tako sedi na jajcih. Ja. Res sanja je kure. Ja, sanjajo. Petelinov, ne vem. Ampak pazi, še eno imamo. Ali se prašič prepozna v ogledalu? To pa po moje ja. Točno tako! Prašič ima intelekt 3-letnega otroka, ne? Ja, bolje pameten od psov. smo Ja, prebrali. ampak zdaj, ker rečeš 3-letnega otroka, je ful odvisno, kak otroka je. Za biti otroka brihten, to pa Ben ne Ja. pove. Ja. Gašper, kako to, da ni papič še naprej tvoj duet, mu kmeti niso blizu, si se bal, da ti poje vse pridelke ali je začel preveč računati za te zadeve? Ej, ma sem nesramen, Ja, ma ne? ne Mata- vem. Tako na vse, kar pa. Me ful zanima, kak odnos imata, vidim, da se res čuje. Čuje Se nekaj. maščujem. Ja. Ja. Ne, nima, mislim, to je bilo nekaj, kar... Ne poje dosti. Ne, to nisem rekel, ne vem, da ga... Malo več je zdaj, ja, to je res, ampak vse čez praznike tudi. Ampak ne, to je bilo čisto ločeno od tizga, to je bilo nekaj, kar sem jaz z ekipo menil, da bi delali, ne, tako da pa tudi ne vem, če ga zanima. Jaz hodim, sem vam rekel, jaz tle hodim na eno planino, tudi sem pa tja sir delati, se naj takrat skupaj povabili, pa jaz sem prišel, on pa ne. Mene to bolj zanima, on je bolj za šport, ker pa mene ne zanima. Če pa kje v športu vprašal, pa Žan je mojster v tem. Spremlja šport. Spremlja, ga je pa tudi igral, je bil dober fuzbaler, ne? Zdaj je pa bolj... Bil, ja. Zdaj pa gleda fut. Ja. Zdaj pa gleda, ne Ja. pa... Ja. No, zdaj ostanemo na kmetiji. Ja. Kako ti grejo zvoki? No, dej, kaj boš zdaj dala? Ja, Si prepričan, da poznaš vse? Ne, absolutno. ki dobili smo SMS, ali si še prost? Ne. Nisi prost, Ana. Evo, to sprašuje Žiga. Ana. To sprašuje Žiga. Oprosti, Žiga. Tako je. Ej, mim grede, koliko glav živine na tvoji kmetiji? Nimam svoje, tako da... No, na fotrovi. Mislim, da ima 4 dele. Ja, 4, še on ga ni dal klet. Aha. A ja, bojo 3, no? 3 boh malo, ja. Pa pa spet 4. Katere živali najdemo na kmetih? Na kjerih? Na sploh? sploh? Kure, mačke, krave. Aha, pujsi? Pujsa ima pa stric, veš, kaj mi nimamo žita. Ja, okay. to ne pomeni, da ga ne kulemo. Ja. Pa misliš, da bi prepoznal te živali v določeni situaciji? Kako to misliš? Tako, Kako se počutijo? pozamukala, veš, katera žival je to. A ja, mislim, sem mislil v situacijah, da bi ga zrezke spoznal, kjer je. Ja. Pripravila sem zvoke, ki jih slišimo na kmetiji. Ja, Ti boš pa povedal, kaj slišimo. ok. Si pripravljen? Ja, dej, probamo, ne? No, dej. Ok, krava. Ne, čakaj. Bok, a ja. Čakaj, Breja ali ne? je breja ta krava ali ne? Kako boš to videl? Poslušaj še enkrat. Te mi reči, da je. Bravo! Breja, krava. je breja. Pazi, Po čem si vedel? kaj je z vokalom šla bolj gor na Ja, konci. gozno bolj. Hormoni, po mojem. Ja, kam mi težiš, ne? Jaz sem delal 9 mesecev, še 2 dni. Dej, kar dej zvok. To je Kateri prašič? krškopolski ali vietnamski? Lačen je, ki se čuje, da jim je lih eden prinesel za jest. Mislim, da sta 2. Okay. Je pa krško polc, ne? Bravo! Dobro je to. Evo, pazi naslednja. Zdaj. Jo, kako mi gre ta kura Na živce? na živce, ki začne za brez veze, kako dakat. A ne, čakaj, ne res, nikoli ne Kaj jajce kako je znesla, dakajo. kaj? Ja, zdaj nas zanima, ali je že znesla jajce ali ima še noter. Je imaš Taga polno. je, no, taga je. Če ga Kaj pa je? ni, ja, če ga pa ni, pa laže. Bravo! Pa ti si cel kmet, po novem tudi, Janez. Koliko ljudi, ma kaj s to kuro zdaj? Se ti Tako rečem, konča. ni bolj nadležen Dobro zvoka, je, kot to. evo.
Ej, koliko ljudi te pokliče z imenom Janez? Janez, ne, noben. Sem pa dostkrat Klemen. Klemen? Kaj pa Klemen? Mislim, da je bil Klemen Bergant, tale border, ali kaj že, trener borderju. Klemen sem dostkrat, tudi ne popravljam ljudi. Nisi pa Igor Ebergant. Igor Ebergant, pa če me kdo vpraša, je moj foter, ki me ne prizna. Tako je. Ampak nismo niti v sorodu, se mi zdi. Bergant, dve liniji sta, ta štajerska pa gorenska. Je pa zanimivo etimološko, jaz sem mislil Bergant, to so neki, pač Berg, je po nemško hrib. To so v bistvu bili roparji iz hribov, ki so v dolino hodili krast. Kateri Janezi ste na kupu, Gašper? Novak, Kuzman, Prevc, Škrlep, Audič pa jaz. In kateri Janez dobi recimo najmanjši aplavz, kateri je tisto, ki s tam ne bi nikoli več sodeloval? Kaj ne bi? Pa ni tega. Stari, ful dobra ekipa smo, mislim, ful se zastopimo, nismo se skregali. Tudi če bi kdo dobil manjši aplavz, nisem tukaj nor, da bi povedal, stari moj. Jaz moram s temi ljudmi delati, ampak ni, bolj ne smo ekvivalentni. Je pa zanimivo, vsak ima svoj pogled na svet, vsak ima svoj forum, svoj material. Aleš ima manj, govori o zobozdravnikom, je tako pa v krvodajalski stari za crkvent mi je. Vse imajo nekaj. Kaj imaš ti? Jaz imam nekaj o kolinah, nekaj o vezah, nekaj o potovanju, ker sem bil v tujini malo o pornografiji tudi. Neki zasusko, gumpanje pa tu. Mene, jaz sem, dobro, v redi, bi prišel pogledati, Prišel pogledati. Koliko časa nastajajo tile... Fore, misliš? Fore, pa vse to. Mi smo imeli od lan, vsak ima nekaj, mislim, nima če vsak, ampak tak, en določen procent imaš nečesa, kar si že prej imel, ker je res na hitro, ker mi zdaj smo mogli v dobre pol leta spet napisati novo, kar se ne čuje lih zahtevno, ampak da se 20 minut spomniš, ki funkcionira, je kar dost. Ker je Slovenija ful zanimiva, ker ti imaš vsak leta 20 minut napisati, v Angliji, po Ameriki, narediš 1 uro, pa si 5 let na turneji, pa je to. Tle smo pa zaradi velikosti trga primorani na hiter delati. Kaka naša goriška publika? Super je, super. Delali smo bili ta teden prejšnji, se sploh ne vem več, kaj smo vsak dan. V Tolminu smo bili delali v nedeljo in sem rekel, mi smo še nazaj čez Baška grapa, prosim, pazite, ker je lenade tle. Stari, ne vem, če nismo videli 20 komadov ob cesti. Škoda, ker nisi imel s sabo opreme. Sem imel opremo, ne moreš kar tak, ne. Fora je pa, da je res tle, moraš tako čuvati po noč, če greš gora roka, pa to, ko hodiš po noč. Jesus Christ, bi mogel kar stanka furati. Vse to torej na predstavi, ki prihaja prihodnji teden v ponedeljek? 26. smo v Novi Gorici lepo vabljeni, drugi še moramo nafirati. 13. marca smo pa v Sežani, tam je pa, vemo kdo doma. Vemo, misliš, da bo prišel? Bo prišel, veš da, se bo, čeprav že mislim, da je gledal, ne, gledal je že. Mislim, da. Tako da, če ne bo pa prišel, pride z jih mama, in moram pa zdraviti, moram nekaj prinesti za mamo. Za mamo. Si prinesel, Ne, moram prinesti nekaj, veš, dolgo nisem videl. Lepo. Evo, Gašper Bergant je bil današnji jutranji VIP gost. Hvala za obisk v studiu. Hvala vam za povabilo. Mimogrede, vsak dan imate zdaj Janeze, ne? Vsak dan imamo, tako da če kjer ga zanima, pejte pogled. Zakaj je tak lokal, ne? Zato. Ja, mislim, se res čuje, kada ne vem, kaj delam z grlom, lapam, res. Skozi sem na medu, pa na tabletah, res. Evo, uspešno nadaljevanje tudi novega podcasta. Če se najde lepa. Mogoče kak kmet, ki bi želel priti, kam se obrne? Lahko tudi na mail piše, se zdaj sestavljamo, kaj bomo za sezono naredili. Jaz upam, da bomo šli tudi na teren, da pač smo v iskanju, kako bi rekel, razširitve koncepta, pa sponzorje rabiš, zdaj jih nimamo, tako da, če bi se kdo javil, tudi te... Tako. Tako, če ima kdo ful gnarja, mi smo za milijon evrov naredimo vse. Vsi bi rabili. Tako da kar, dajte se oglasati. Vsi razdelimo, daj. Gašper Bergant, hvala lepa, lepo bodi, srečno. Hvala vam. Makej si šel, Radio Rock.